Dobro jutro, vino vam zapravo trifoški, olivno olje. Zdaj povedal vse odkraj, kaj do sem sta prišla. Čarna prerednica. Že 2 letine. To je za prvo. Ja. Zdaj pa to kdo naj Krofi, flancate, vladice, zavitke, gibance tudi. To si čarna flere. Kje imate tu v Nemčijo? In kaj vse drugače delate? Pečemo domače piškote, delamo torte za rojstne dneve. To tudi? Po naročilu? Tudi, ja. Tako, če kdo kako sliko prinese, ju lepo gor pripopate? Tako, to dela pa naša šefica, z veseljem. Imate tudi za kakšne zabave, tudi kak prostor noter, tako da bi kakšen rojstni dan prišel kdo praznovati noter? Ne, to kliče. Pridejo pa iskati piškote, razne sladice. Pa sladoled pa tudi imate verjetno, ne? Prosim? Sladoled verjetno tudi imate? Doma sladoled. Zdaj le poleti otroci radi pretečejo. A to imate tam kakšne igrišče zraven? Ja, tale partizan je tam res. Aha. Imajo igrišče. Prek občine, tu nekje, ne? Tam tako, ja. V Slovenski cesti smo. Pečete pa pol vse, od krofov, flancatov? Tu je samo ob sobotah, ampak celo leto. Celo leto? Ja, samo ob sobotah so krofi pa flancati. Drugače pa imate tortice? Tortice, piškote. Tako, če naprimer kakšen par pride, se vsede, poje, naroči sede. Ja, imamo nekaj prostora, od zunaj imamo pokrito teraso. Se lahko lepo sedeš, pa kavico v miru spiješ. Tudi kavico imate, vse? Tudi. Lepo. Hvala. I sončnik breži, iz mošta debi. Kmetija Per. Pa vi? To na kmetiji Per, kaj vse pridelujete? V glavnem imamo žita, koruzo, pšenico, tako da imamo različne moke, mleko, skuto delamo, maslo, smetano. A to tam kakšne Janez Per doma? Ja, tako. To od njega. Radi bi mlade usmerili v to, ne? Vidva sva dala zadevo čez, pa bi rada videla, da bi se malo bolj prijeli. Mogoče še bo. Pa moko to doma melete ali Ne. zrnje pelate pa melete drugi? Pelje na Štajersko, ker povsod ne delajo te polnozrnate kivine moke, ne. Pelje pa dobi nazaj, včasih kar počaka, včasih pa. Vi imate pa in skuto tudi? Skuta je pa zelo dobra, to lahko dodamo, v glavnem doma prodajamo. Kaj pa to pa maslo? To je pa topljeno maslo, ja, to je pa iz smetane. Topljeno maslo? Zelo dobro, ja. To samo z nožem vem pa takoj na kruh pa na žemljico gor. To brez kolesterola ali pa za potice je dobro, za testa. Da se kolesterol malo mora biti. Mora biti, ne? Ja, seveda. Če je pozitiven, je res. Ja, v glavnem je za testo še boljše kot drugače pa je v redu. Pa pol jogurte imate, mlek? Mleko, ja. Jogurte ne? Jogurte zaenkrat ne. Se še razvijamo v to smer.
Ali bi spodbudili te mlade, a veste, da bi to prijeli? Tako. Da bi malo tudi Ja. prevzeli naprej Tako, delo. da bi prevzeli, pač morajo začutiti to pripadnost kmetiji, a veste. Pa zdaj, kaj je manj dela, upamo, da bo zdaj, mislim, manj služb, ne? Upamo, da saj bo zato, zdaj a ljudje veste, več doma ostajali v to mladi. smer delava, da bi... Ja, ker sin je še v službi, žena tudi, a ne? In potem vem, da časa primanjkuje, no, ampak vseeno, mogoče, ko bi začutili, bi rekli, da je to v redu. Dobro, hvala, veliko uspeha naprej. Hvala lepa. Me je ta gospod presenetil. Evo, same čebelje dobrote. Vede, Ja? A to doma imate ali tudi kaj vem vozite? vozimo. Tudi zunaj? Vozimo, zato imamo pa svoj primet. Aha. In Da se je celo še smreka. zdaj je še smreka pa hoja, ne? Ja, ne, hoja bo še. Hoja bo še še? nekoliko kosta. Smreka je kar dele. Akacija je bilo kaj bolj Ja, malo. Da si je bila pozeba. pozeba bila, ne? Ja. Pa letos je glih vse se spet striže, da vse najlepše zacveti, pol je slabo vreme, pa hladno, Pa ne? zelo rad. Te dejavnosti, ki so odvisne od narave, so kar zelo težavne. Ne? Pa to imate družinsko ali samo vi delate to? Mož, tudi mož tle nekje. Aha, Ja, a lepo. ja. A mladih pa ni nič za vami? Ena hčerka nama pomaga. A, celo? To pa redkost, To je malo. da mladi zraven Ja, stopijo. ja. Vozite pa pol tudi ven ali imate druge panje, pa samo hodite, Vozimo. kar vozite ven? Panje Zdaj pa. imamo v Novi Štifti. Novi Štifti na Smreki. Zdaj gremo pa na Kosta. Aha, a zdaj bo cvetet začel, ne? Zdaj bo začel, imamo pa Senožeti, kod Jančan. Ja, tam ga je pa ogromno pustama, ja? Če še hoja, ne? Hoja je zadnja paša. Samo je zelo odvisno. Ali je, ali ni, ne? Kako pa drugače, kaj čebele zdrave, varuje jih zdaj kaj Ja, se napada? kar moš trud, no, se kar trud, da obvlada rojo. To je zdaj treba najbolj gledati, Ja. te trotovino Je pa pa to. tako, ja, tatovina, tu ima naravno preprečevanje, a ne? Izrezuje trotovino, to je naravno preprečevanje, varuje, a ne? Širjenje, varuje. Ja, upajmo, da bo kaj letos pridelka. Upajmo, no zdaj malo bolje, ki je bilo zdaj zadnje leta, no, letos je malo bolje. Eni pravijo, da je manj, eni Ne, pravijo, da je mislim, več, v eni našem- pravijo, da je V isto. našem okolišu je malo bolj, no. Res. Tudi doma, ne, cvetličen je bilo kar nekaj, no. No, lepo. Odvisno od vremena, res, vse. Zdaj pa samo, da pride še vse na kuhinjske police Zdaj pa treba še to- uporabnikov. Zdaj pa treba še to prodati. Ja, Ja, je pa še kar precej dela. dobro, veliko uspeha naprej. Ja, hvala. Ta je prijatelj, sem bil že prva Amerika. Ja, pa Hatler.
Sam je premalo. Kaj? Premalo je bilo, vidite, pa se mu ne splača hodati. Koga se mu ne splača hodati? Mingaš. Ma splača se mu. Mingaš. Vsod se mu splača. A veste kaj? On ima že gostilne, pa se to in to, da ima poln avto, da se pripelje, da 100, 200, 300 litrov. Veste, kaj probate? Stop dober je. A je v tem pa niso dali? Ja, ne, šojda. Je v redu, je da ni preveč kisel. Ja, cena je prav. Pa kaj imamo delati? To je uvodna cena. 2 evra ga ima. Plača, ali te se pakiram na liter, ja. Če pa roko zuna, mar se bo evro. Pa res poceni. Dan. Evo, Topole. no, Miro, Topole promenču. A to imate ja, vem. Miro, oreh pusnem. Ja. To so za skupaj, ja. Ja, zdaj imate salame, to je goveja, svinjska pa konjska. To so svinjske, konjske za skupaj, pa suhe so še. Tale suha svinjina, govedina, konjsko meso. Pikanten špek, navaden. To imate doma kmetijo? Ne, ja. Mesino? Maso kupimo, pa to so mi doma delamo vse. Največ od kmetov, no. Aha. Da vidite urejena. Konjska, svinjska pa goveja. Super je dobro. I na glas zapojemo, ko se dan poznawia. Z nami się zapoje dzwon i glas Dobar dan. In vi pa kaj delate? Bizgec? Bizgec pa palačinke. In kaj je to bizgec? Tradicionalna mengaška jed. Prosim? Tradicionalna mengaška jed, ki jo je že Jana Strdina v svojih zapisih opisoval. Aha, to je to, ko zdaj režete? Ne, to je pa Pehtranova putica. To pa Pehtranova. Ja, domača. Ali imate drugače bizgeca tukaj? Bizgec se pa tam le kuha, vam ga lahko pokažem. A ja, to se kuha? Ja, zdaj že kuhan. Tukaj le pogledajte. Aha, kaj pa je to vse tu noter? To je pa noter, ja, je pa ješpren, pa repa, zelje. Kaj to, ješpren? Kislo zelje. To je kislo zelje, kisla repa, potem je ješpren. Korenček, pa seveda meso mora biti, ne smeš. Ja, svinjsko meso še. Tako da... Malo mora pujs tudi odstopiti, ne? Tako. Drugače pa vražji bizgač je brez pujsa. Aha, to nekdaj še ni bilo toliko, ne? Ja, tako. To je pa pod bizgač. So enkrat na let klali in to so pojedali. Bez tistega časa, ko so takrat iz Trdinovega, ne? Tako, ja. To se pravi bolj lovo, kumna, popr, takrat so že to poznali, ne? Pa sol pa, ja. Sol, zelena, peteršilj, to. No, lepo. Lahko pridete poskusiti. Bom pol pa prišel pozneje, ja?
Kdaj se to že pridne punce začele delati po noči? Ja, kaj pa drugega? Celo noč je treba začeti. Celo noč? Celo noč. Ste bile po koncu. Tako je. Pa vidim, da imate tudi tvojo mlado pomoč, ne? Ja, seveda, brez mlade pomoči pa ni nič. Na mladih svet stoji. Ja, ker druga turistična društva se malo primankuje tega, ne, mladega kadra. Absolutno. Vas je dosti drugače v društvu? Društvo ima 150 članov. 150 članov. In to, kje se imate to? Mengaš, Loka, Premenšo, Topole ali samo Mengaš? Samo Mengaš. Pa toliko članov? Nobeno ima svoje. Nobeno ima svoje društvo, drugače pa Mengaš. Loka pa Topole, seveda, ja, so še zraven. No, pridno to. Tako da aktivnih članov je malo manj kot 150, ampak še vedno kar precej. Pa hodite kar precej tako po sejmih, verjetno? Precej po sejmih, zdaj gremo še med poletjem, bomo šli v Beljak. Beljak? Ja, kjer je tradicionalni slovenski dan in se vsako leto udeležujemo turistično društvo, pa potem še tudi glasbo peljemo, folkloro, tako da se v bistvu Mengaš v celoti predstavi. No, lepo. Ja. Puno. Ja, res aplavz tale gospod, ki je tako lepo igral na orglice. Ker pove, kdo je, Marjan. Ja, Marjan je tole, sicer bi bilo boljše, da bi se še malo osebno predstavil. Ga bomo kar povprašali, da ne bomo preveč dolgo okrog njega hodili. Neverjetno veliko orglic imate, gospod Marjan, povejte nam malo, razlažite nam malo. No, to ni tako neverjetno veliko. Ni prav, toliko je hrabem, pač, ker imam različne oglasitve, pa zaradi artikulacij imam pač v različnih dobih, no, zaradi lažjega igranja. Veliko več bomo zagotovo povedali, kajti kulturno društvo Mihailov sejem iz Mengša je gospod tudi tukaj zraven. Mislim, zdi, da je to skupina Sejmarji. Ana, da sem prav povedala? Ja, pravilno, samo se na glas je bil napačen. Sejmarji smo, ne Sejmarji, ampak Sejmarji, ker delujemo v okviru kulturnega društva Mihailov sejem kot orgličarska sekcija. Fantje se dele ravno kar nabirajo, vidim, da zmeraj smo v 9:30, no, naš kitarist in pevec Hermin Jekončič je ravno kar privezal svojo ladjo na Dob, kako se temu reče, ko smo na parkingu, ne. Hvala lepa, pogledajte, mogoče na Gorenjskem drugače izgovarjamo kakšne naglase, se bom popravila, da bom po domžalsko drugič povedala. Ali pa po Mengeško, vse ni važno, vse ste sami sosedje, vsega je dovolj. Prav lepo dobrodošli, pozdravljeni tukaj v Domžalah, ponovno na tržnici. Prav lepa skupina se vas je zbralo, še več vas zagotovo pričakujemo, kajti vreme nam bo držalo, oblaki gredo mimo, tako da sonček sem pripeljala prav iz gorenjskega konca, iz Kranja, tako da upajmo, da bo vse tako, kot mora biti.
Ja, danes se pred vami tukaj predstavlja turistično društvo Mengeš. Ja, Domžale sicer so tiste, ki povabijo vse v goste in turistično društvo Mengeš je med se povabilo tudi različne te naše tiste, ki tako radi razstavljajo, kaj vse znajo početi, kaj delajo, kakšne mesnine, kakšna dober med, potem nekaj odlično sladkega, vse tisto boste lahko preprobali, preizkusili in do dobro rekli, da je to tisto, kar smo danes tukaj v Domžalah čakali. Kot smo že rekli, turistično društvo Mengeš je povabilo med se vse obiskovalce, torej tudi tiste, ki danes nekako povezujemo vse skupni splošni program. Med njimi se predstavlja tudi čebelarstvo Pavrič iz Mengša, potem je tamle kmetija Per. In tukaj so tudi dekleta iz Backove vezilje, kar pomeni Backove vezilje, ki tako lepo vezejo bele prtičke, menda je tukaj kar nekaj dela. Ja, veliko uric, veliko sedenja, jaz tega sicer ne bi zdržala, ker sem bolj na poskok pa na hitro narejena, tako da to zagotovo ne bi šlo. Med vsem tem se predstavlja tudi mesnine Mrčun, ki prihajajo ravno tako iz Mengša, že do sem diši gospod, ko je tako dober videti. Ja, na turističnem društvu Mengeš se bom kasneje oglasila, kjer mi bo vse podrobnosti podala tudi Zorka Požar. Tudi melodija Mengeš je z nami, ja, najlepše harmonike. Če bi le znam igrati sam na tule, še ne, bi se mogla kar malo naučiti. Kakšne klaviature mi gredo bolj od rok, sicer pa te tipke, ker jih je toliko, bi mogla imeti kar nekaj vaj pa nekaj časa, izgleda pa res lepo. Ja, da ne bomo še kar pozabili, med nami tudi skupina Sejmarji. Ja, da sem pa prav povedala, Sejmarji. Ne pa kima, ne, vas ne bom več omenila, rekla sem skupina. Potem med vas prihaja tudi, seveda, veterani, torej sekcija veteranov Mengeške godbe, tudi njih boste lahko slišali, kako to vse gre. Ja, veterani, to so stari mački, ne, in to igrajo res da dobro, tako kot se spodobi. Enkrat se bom še oglasila, dvakrat, trikrat ali štirikrat, tako da vsi tisti obiskovalci, ki boste še prišli, boste slišali, zakaj smo danes tukaj in kdo se danes tukaj predstavlja. Dobrodošli tukaj na tržnici v Domžalah, seveda s turističnim društvom Mengeš. Pa to Backove vezilje, to je zdaj tisto, kar pravijo. To smo Backove vezilje, ja. To so ovce, ne, Backe. Ja, to so Baci, ja. Mengšanom se reče Backi, ne? Staro, kako se reče včasih. In s čem se vse ukvarjate, vidim, da skrep papira delate, tudi rožce. Ja, iz nogavic tudi, drugače pa v glavnem bolj vezanino. Bolj vezanino? Bolj vezanino, ja. Pa to vidim, torbice tudi lepo šiva. Tudi torbice, ja, pa v glavnem pa prte, pa sliko, pa take stvari. In vas je dosti v društvu drugače? 34. 34? Ja. Pa to imate že bolj te upokojenske ali je tudi mladih kaj? V glavnem smo penzionistke, ja. Imamo vsak četrtek v župnišču, imamo učilnico in tam imamo delavnico 2 ure vsak četrtek. Drugače pa še doma tudi šivate, ne? Seveda, to 2 ure ni nič, veste, to takole mine. Doma pa tam menimo, kaj moramo delati, tako. Aha, tisto samo malo, pa da se malo podružite, pa... Tako, to je druženje, pa menjava vzorcev, pa pač... Malo kako je nam je zna delati, jo malo naučimo, malo... Tako. Ja, pridne. Ja. Dobro, veliko smeha naprej. Hvala. To imaš toliko, to imaš za vsako... To so durovske, ali kva? Lepo. Za vsak dur svoje orgelce.
dober dan želim tudi vam. No, danes smo prinesli pa sabo kalamare jadranske totanje, potem pa kalamare navadne patagonske in kalamare puščičaste novozelandske. Tako da danes imamo 3 vrste kalamarov. Kako novozelandske? Pa niso z Nove Zelandije prišle? Ja, ne, to je tako se kličejo, ne? Aha, drugače je nalovljeno pa... Kot se vi kličete Janez, tako se kličejo oni novozelandski, ne? Aha, drugače je nalovljeno pa v našem morju. Tako je. Jadranski pa so nalovljeni v našem morju, ne? No, potem pa so še sardoni danes, sardele pa so pa danes z Novigrada. Na žaru ali pa ocrte brez kosti. Girice so tudi, taziki solata kot priloga, ali pa hobotnica ali pa bakala za tartufnim oljem. Zdaj se je začela sezona bučk, ne? Ja, to ste dobro opazili. Danes smo pa mi imeli za malico bučke pa jadranske kalamare totanje. In bučke so imele čist okus po kalamarih. Ja, zato ki so bile zraven, imate pa prav. In to bo verjetno zdaj tudi za naprej, ne? Ja, to bo bolj za personal, bolj bučke, ne? Aha. Tako, pečene na žaru. Škoda, ker bi verjetno tudi gostje vaši... Ja, tudi bi, ampak zaradi logistike pa to ne gre tukaj, ne? Aha. Drugače pa imamo še, zraven tega gre dobro vino, malvazija, refošk, pa tudi se najde cviček. Za otroke pa oranžada, najboljša ta hip in jabolčni sok. Lepo. To bo to za danes. Imate kar lepo zalogo. A violine tudi delajo pri vas, ali kaj? Ne, samo harmonike. Aha. Ja, kitare pa verjetno delajo, ko jaz imam še doma od melodije kitaro že. Delamo harmonike. Kot kitare dela en komparat. Samo naša kitara je enih 30 let stara, pa vem, da je še od melodije. Mislim, znam kako. Ja, vseh je še veliko, ja. Aha. Drugače pa samo harmonike delate pri vas. Klavirske pa diatonične. A, tudi diatoničko pa vse. Pa orgelce pa to pa... Se pa Honar, Suzuki. Aha, pa vidim, da tudi imate melodijo gor napisano, pol delajo za vas. Kako? Prodajajo. Prodajajo. Prodajamo. Pa bomo še igrati? Ja, na orgelce igrajo, na moramo zdaj še harmoniko. Tam je gospod na orgelce zdaj ne igral. Studiral, pa še študira. Ja, ne, to je pa malo kasnej. Ja. To pa južna malo kasnej, sej. Kitkunova je 12 južna. Ja. 5 pravko, ja, ne. Ne bi rad. Ja, če reču sem to. Take se mi zdi vstoj, ne? Pozdravljeni tukaj v Domžalah na tržnici. Danes se vam predstavlja turistično društvo Mengeš. Ja, nekajkrat sem že prej omenila, kdo danes vsi so z nami, predvsem pa to velja, torej turistično društvo je povabilo med vse, tudi vse razstavljavce, kaj imajo v Mengšu, s čim vse se ukvarjajo. To je res lepo slišati, predvsem pa bomo vsako stojnico v tem trenutku morda nekako predstavili, da boste sploh vsi obiskovalke in obiskovalci vedeli, kdo so in kaj vse lepega imajo. No, mimogrede, naj omenim še tudi to, da med vami danes tudi veterani, torej sekcija Mengeške godbe.
Med nami, oziroma tudi med vami, skupina Sejmarji. Tudi oni, gospoda Marjana, smo danes že slišali, kako lepo igra na orglice. Vse ostale boste pa še slišali. Torej, dobrodošli tukaj na tržnici. Ustavila se bom pa pri melodiji Mengeš. Melodija Mengeš je že sam pogled na vse skupaj, kar se tiče glasbe. Te kar malo strese in zmrazi, tako je lepo videti harmoniko. Ampak jaz sem prekinila malo tale pogovor in se z gospo samo za trenutek ustavila in gospa z melodije Mengeš, povejte mi, zgleda zelo lepo, tudi malo drago, ampak cena ni važna, važno, da špila muzika. Dobrodošli. Hvala lepa, seveda. Povejte, vi verjetno ste tukaj v melodiji Mengeš zaposleni, čeprav ali je to vaše? To smo lastnika iz moža. Ja, pol sem že kar malo cikelila, da je to verjetno toto. Tudi tamle je na violina, taka lušna, tudi to dela? Dela. Pa vi morda znate te igrati? Znam samo na orglice. Ja, kaj pa če bi vam jaz zdaj dala na orglice? Ne bi zašpilala. Bo Marjan več, ja. No, poleg harmonik je tukaj le še dodatnih nekaj inštrumentov. Razložite mi, kaj vse je na vaši stojnici? Drugače, na naši stolnici je najbolj poznana harmonika, to smo sami proizvajalci. Vse ostalo je pa uvoz, se pravi od orglic, flaut, kitar, godal, brenkal, vse. Pri vas v melodiji Mengeš se dobi popolnoma vse. Samo dober glas moraš imeti, pa malo posluha, pa kakšen ritem, potem ste pa tam, kje treba, ne? Tako je, samo da je volja, pa je vse modno. Ker je volja, je tudi moč in to moč ima tudi melodija Mengeš. Hvala lepa. Hvala vam. Takole, jaz grem zdaj malo naprej, kam se bom pa zdaj ustavila. Tukaj je turistično društvo Mengeš, ki pravijo, da so s pesmijo v srcu, kar pomeni, da pesem je tisti del, ki nas res da dvigne in naše srce tako poskoči. Že ob sami slastni ponudbi tukaj v turističnem centru društvo je nekaj tako slastnega, da res lahko rečemo, da nam vse poskoči. S čim lahko postrežete, bom vprašala gospod Majo Keržič, bom šla takole, da ne bom hrbet njim, pa tudi vam kazala, gospod. Takole, da predstavi vaše dobrote, kaj vse to je in kaj predstavlja turistično društvo Mengeš. Ja, poleg letakov imamo danes turistično društvo tukaj le Petranovo kotlico, potem klancate, pa tavake mengeških klancate, potem imamo štrudel, skutin in pa češnjev, potem imamo sveže pečene palačinke, pa bizgac. To je pa tradicionalna mengeška jed še s Trdinovih časov. In kaj je tem bizgacu noter, to me zanima? Ja, to je v bistvu kot ena taka enolončnica, kislo zelje, kisla repa, potem ješpren, ena taka mešanica, še korenček je dodajen, potem seveda je še šink noter. Ja. Šink, ki da svoj poudarek in svoj žmoht, da fajn diši. Tako. Hvala lepa. Pridite poskusiti. Ja, tudi jaz bom tole malo preizkusila, pa poskusila, ker vidim, da zna biti zelo odlično dobro. Maja Keržič, tam je ena gospa še vaša. Mečka bom še njo povprašala, da še bi rečela kakšno besedo. A boste bizgec? Tudi vam diši, ampak vi ste se gotovo že najedli tega. Že. V 20 letih, kar sem v društvu, že kar poznamo vse. Kje je Vido? Vido naj pride. Vida! Potem gremo pač po krajih, kam nas povabijo, po tujino, Avstrijo, potem po Sloveniji, dejansko na Hrvaško. Tako da je Mengeš prepoznan povsod, doma, po tujini, Italiji, Avstriji. Neverjetno, Mengeš, kam vse se podaja turistično društvo, tudi Italija in pa Avstrija. Ja, s takimi dobrotami ne bom rekla, da ne greste zelo daleč. Ja, hvala lepa, dekleti. Morda predstavimo še predsednico turističnega društva, Zorko Požar. Gospa Zorka, saj vem, da nimate cajta, ampak vseeno si ga malo vzemite, no. Povejte, vidim, to je tisto, kar je že vaša kolegica predstavlja. Ja, kako tole lepo diši, tlem sigurno jaz kar malo časa. Jaz ne bi prijela zaradi tega, ker imam te rokolice. Lepo pozdravljeni danes na domžalski tržnici. Vesela sem, da smo pripeljali v Domžale tudi naše ponudnike, ki ponujajo pač blago iz Mengša. Mi
kot turist smo se tudi zelo potrudili, smo skuhali mengaški bizgec, to, kar je že kolegica povedala, palačinke pečemo, dobrote so na stojnici, flancati, krhki, debeli, bom rekla, zavitek sirov in češnjev, skratka, ni da ni. Same dobrote sladke in pa nekoliko bolj pikantne, mogoče šinkom, kot je bilo že rečeno, zabeleženo, sicer ni ga veliko, je pa toliko, da je okusena, ne? Upajmo, probajte. Pridejo me še drugi poskusi, bodo videli, kakšno dobro mengaško jed imamo. Poglejte, obiskovalci, jaz bom samo eno žličko poskusila in verjemite mi, da mi že zdaj sline cedijo. Tok zgleda dober, se bom oglasila nazaj. Hvala lepa, gospa Zorica. No, zdaj pa pravijo meni moji nadrejeni tukaj, da so se začeli z glasbo. Ja, zdaj ne vem, teh fantov je 1, 2, 3, prav tako drži? Ja, 4, še harmonika, kitara, orglice, ja, ni da ni, ne? Zdaj vodja je pa verjetno Marjana, ne? Marjan, odkot vse prihajate? Vem, da ste z Mengša, ampak Mengš je velik. Mengeš je toliko velik, da so Domžale periferije, ja, hvala. V glavnem, na hitro te predstavim iz moje leve, čist na levi, ker imam na levi roki tudi znak, to je naš emblem, veste, to je Mengaško kulturno društvo Mihajlov sejem, katerega član je tudi Boštjan Per, sin še bolj poznanega Jana Spera, oba pa igrata na bas, pa sta priznana basista, tako na bas kitari, kot na še bolj pa na baritonu. Zraven je Ervin Jakončič, priznani kitarist in pevec, profesor kitare in violine. Na moji desni je harmonikar Rok Urbanija, med drugim moj najmlajši sin in seveda moja malenkost Marjan Urbanija. Ja, glavni vodja vedno zadnji, pa vedno pravijo, kaj pa ta prav. Zdaj vam bom pa dala samo še prosto, vi pa le zaigrajte.
čaka.
En aplavz, tudi skupina Sejmarji, nič nismo slišali, pa tako so dobro špilali. Takole, ja. No, pred vami pa že kar ena lepa generacija, sami veterani in to sekcija Mengeške godbe. Res jih je lepo videti. Nekoliko starejši, ampak po srcu čudovito mladi. Zdaj bom pa sicer glavnega pravijo, da ni predsednik Mengeške godbe, vi ste pa gospod. Jaz sem pa predsednik ali pa vodja veteranske sekcije, veteranske godbe Mengeš. Naš kapelnik je žal odsoten, je na turneji po Nemčiji, tako da imamo nadomestnega dirigenta komparja Franca. Upam, da sem že lanski let povedal, pa bomo še enkrat povedal, mi smo prva slovenska veteranska godba. Ustanovljena je bila 2017. leta in praznujemo 17-letnico letos. Ustanovitelj, pobudnik tega tima, ki smo, je bil Pišku Lojze, kateri danes praznuje 70 let. Mi boste 17, on pa 70. Dobivamo se v ponedeljkih na vajah, nastopamo pa večji del v sobotah, v nedeljah, pa tudi med tednom. Nas je na spisku tam 30 letno se odustuje nastopov cirka 25 do 30 ljudi. Kot vidite, smo vsi nad 50 let, naš moto je 50 plus. Skupaj tehtamo 2400 do 2500 kg. Igramo od narodne muzike pa do maršov, koračnic in vsega ostalega. Med nami so nekdanji godbari in tudi še aktivni godbari iz Kamnika, iz Domžal, iz Lukovice in pa iz Vemša. Imamo se lepo se razumemo, lepo se zabavamo, kar je pač naš moto, da imamo se dobro. Vsi, kateri bi bili zainteresirani, da sodelujete pri naši godbi, ste dobrodošli. Ponedeljek ob 19. uri se vaje pričnejo, se lahko vidimo, pa se dogovorimo. Do jeseni pa ne bo vaj, ker bomo imeli dopuste. Toliko za začetek. Takole, najlepša hvala, res kar izčrpen pogovor, bomo rekli, naj se imamo lepo tudi mi, to naj bo pa moto naš in pa seveda tudi vaš. Hvala lepa, zdaj pa let pripravam, pa da jo urežemo eno ta domačo.
Ja, to je jesenska.